Srečno in odbito 2019. Ja, lahko, sam priprav me na take. Ok, no dej. Odbita, dobita. Dva človeka za lažjo navigacijo med novimi tehnologijami. In dober dan, tudi v novem letu sva odbita, dobita. Maruša in Anže. Živjo Maruša. Mimo grede, v letu 2018 smo v Sloveniji največ googlali prvič svetovno prvenstvo v nogometu, drugič volitve in na tretjem mestu domnevno priljubljen resničnostni šov Bar. Očitno priljubljen, po Googlu. Po Googlu. Ja. Danes bova še malo pogledovala nazaj, ampak brez skrbi, tudi v 2019 bova razpravljala predvsem o tem, kaj bodo tehnološke novosti, rešitve, bizarnosti prinesle v naše vsakdanje življenje. Tehnološko leto 2018 je naslov prve epizode v letu 2019. Anže, kakšno je bilo tvoje? Načeloma kar v redu. Vstopil sem v svet pametnih naprav doma. Dokaj uspešno sem vstopil, malo manj uspešno za mojo denarnico. Si sem naredila dejansko celo epizodo o pametnih žarnicah, ne sijalkah, karkoli. Jaz moram reči, da od tiste epizode imam še 2. In pa tudi stikala sem kupil za te pametne žarnice. Tako da se dogaja, no. Jaz sem po tistem, ko sva v 2017 govorila o slušalkah, kupila prve brezžične slušalke v mojem življenju. O znamki in ceni ne bi, ker itak veste, o čem govorim. Je pa naprava brez žice res nekaj najboljšega. Sploh slušalke brezžične so. Ja. Jaz imam v brezžične slušalke doma že 10 let, ampak tiste za doma. Te za uporabo s telefonom so pa, se mi zdi, da ko človek se enkrat na to navadi, je težko iti nazaj na kabel v žepu do ušes. Ja, čez jakno mimo torbice. Tako. Preletiva leto 2018, midva sva v odbiti dobita začela z našimi najljubšimi, seveda družabnimi omrežji. Twitter, Instagram, Facebook so še vedno najbolj popularni, medtem ko sva midva izpostavljala, kaj vse je z njimi narobe. Facebook se mi absolutno zdi beseda leta 2018, zgodila se mi je namreč afera desetletja, ne? Ja, Cambridge Analytica je nastala in bi mogoče samo uvod v konstantno nove zgodbe, ki jih Facebook je doživljal leta 2018. Predvsem se mi je zdelo ful zanimivo en tak podatek, da so hoteli predstaviti te svoje portale, se pravi njihove pametne naprave z kamero in z zaslonom, pa je šla ta novica, prvo so bili predstavljeni portali, potem je šla pa ta novica kar nekako poniknile, ker se tudi mislim, da oni zavedajo, da njihov ugled, kar se zasebnosti tiče, gremo reči, ni na najvišji ravni in hkrati potem težko upravičiš, da boš ljudem prodal napravo s kamero in mikrofonom, ki jo bojo dali v svoj dom. Ampak hkrati pa tudi Facebook je popolnoma jasno ni pričakoval take katastrofe, tudi v smislu javnega mnenja pa odmevnosti, kot da imajo resen problem, verjetno prvič v zgodovini. Kaj se je zgodilo v tem primeru? To, kar se verjetno spet dogaja ves čas, zaradi tega, ker včasih je bilo treba na pametnih mobilnih telefonih prenesti tako posebno aplikacijo, če si hotel uporabljati tisto lučko na zadnji strani na mesto flasha kot lučko in recimo še žmigala pa to, če se spomnite. Yeah. No in če si imel tako nastavljene nastavitve, da ti je telefon sporočil, kaj zahteva ta aplikacija, si ugotovil, da tista uboga lučka, ki naj bi samo vključila pa izključila lučko, da zahteva še dostop do mikrofona, pa do fotografske galerije, pa do lokacije, do kontaktov in do vsega. Skratka, si rekel, zakaj bi pa ta lučka hotela imeti dostop še do vseh mojih podatkov na telefonu? No, zelo podobno delujejo te dodatki pri Facebooku, kar pomeni, naložimo eno tako lučko, pa ne bo to igrica ali pa kviz, hkrati pa niti ne vemo, da smo ji dali dostop še do celotnega omrežja in se ji izpostavili na milost in nemilost. In to so pač osebe, ki so potrebovali ogromno podatkov oziroma ogromno osebnih profilov za to, da bi dejansko razvili svoj algoritem za psihološko profiliranje bodočih volivcev, izkoristili. Kljub temu, kaj zdaj? Ja, omenjaš, da delnice padajo, bodo kaj ljudje množično izbrisali svoje profile ali niti ne bo to tako zelo vplivalo na Facebook? Težko je napovedati. Pri vseh teh vprašanjih se večkrat pogovarjam s kolegi, ki prav tako
že dolgo spremljajo to temo in imamo tako delno vprašanje, kaj bo podatkovni Černobil. Kar pomeni, kaj bo tista velika podatkovna katastrofa, ki bo prizadela mnogo ljudi, zaradi katere bo tudi kdo umrl. Kolega novinar Lenart Kučič se je takrat marca 2018 oglasil v studiu. Instagram pa je komentirala afna centrifuzija. Tamara Langus je svetovalka za digitalno komuniciranje. Instagram velja za družbeno omrežje, ki močno spodbuja odvisnost. Pravzaprav najbolj med družbenimi omrežji. Namreč to fotografiranje, olepševanje fotografij, nabiranje všečkov, deljenje pohval, se pravi beautiful, pa to, lepa si in tako naprej. In ta pobeg iz dolgočasnosti vsakdana, ta strah, da bomo nekaj zamudili, ko spremljamo druge in se imajo drugi fenomenalno, mi smo pa doma, te stvari niso naključne in spodbujajo odvisnost, da še bolj gledamo in da si še bolj želimo in še bolj hrepenimo po nečem drugem. Je to prav način in to so prav metode, kako pač spodbujati to odvisnost oziroma ponovno gledanje, ponovno brskanje med temi fotografijami. Še nekaj svežih številk. Instagram ima na mesec 1 milijardo uporabnikov in popularnost raste, bi rekla. 500 milijonov ljudi je aktivnih na dan, 400 milijonov ljudi dnevno pregleduje Instagram zgodbe, po domače so to Instastoriji. Še nekaj trikov, ki bodo prinesli rezultate, predvidevam tudi v 2019. Številke pravijo, da fotografije z obrazi imajo večjo popularnost, imajo kar 38% več všečkov kot kakšen drug motiv na fotografiji, pa objave, ki jim določite lokacijo, imajo 79% več aktivnosti, torej všečkov, komentarjev, delitev. Tista številka, ki je dejansko najbolj impresivna, so prav te aktivni uporabniki, ker načeloma Instagram računava veliko ljudi, tehnično še vedno uporabnik Instagrama. Dejansko je pa ta številka, s katero se potem velikani spleta, pohvalijo, je pa ta aktiven uporabnik, in ko te številke slišiš, je kar impresivno, poševnica zastrašljivo, tako rekel. Tudi v Sloveniji se mi zdi, da je Instagram močno izrinil Snapchat v letu 2018 ravno z Instagram zgodbami. To bi se jaz strinjal mogoče če naj dam, če si drznem naj dati na isto časovno premico v življenju, kaj se pa pri mlajših generacijah dogaja, pa mogoče zgodba drugačna. Je pa to zelo težko v bistvu zvedeti. Še tale zanimivo z lanskega leta z Instagrama. Polovica komentarjev so emotikoni, ne besede. Najbolj popularni hashtagi pa #love, #instagood, #me, #cute in #follow. Predvsem pa emotikoni, se mi zdi, da pa počasi dejansko postajajo popolnoma legitimna možnost komunikacije. Samoumevni so postali, se mi zdi. Hočeš nekomu reči, da plešem, objavim unga modela, ki pleše. Nimajo še svoje slovnice, imajo pa svoj slovar, mislim, da se imenuje Emojipedija. Ja, Jeremy Burge, ta človek, ki se ukvarja z Emojipedijo, je res poseben. Če lahko enega človeka predlagam, ki se mu splača slediti na Twitterju in pa na Instagramu, ima celo podcast, kjer se z ljudmi pogovarja o emojijih in Jeremy je eden bolj zabavnih likov pa oziroma stranskih učinkov emojijev. Navdušili ste vas tudi odbiti epizodi o videoigrah. Med drugim sva govorila s Slovencem, ki živi v tujini in ki dobro živi od igranja igre League of Legends. Mislim, da sem začel okoli 2010, tako da sem igral ful velik cajta, vsaj 10 ur na dan sem igral samo isto igrco, skoraj vsak dan. Tudi zaradi tega so mi ocene šle dol v šoli. Se mi zdi, da sem imel veliko srečo v tem, da sem dobil ekipo. Kaj to pomeni dobiti ekipo? Nekdo vas mora opaziti in povabiti? Ja, v tej igri, v LoLu, imaš lestvico, v kateri igraš proti ostalim drugim playerjem. In za mene je bilo tako, da me je en profesionalni player opazil in pol sem za njih probaval za njihovo ekipo. In sem jo vzel naprej kot samo rezervo. Potem sem igral še z drugimi pro playerji. In okoli maja 2016 sem dobil ponudbo za LCS. 2 leti dobri, mislim, da živite v Berlinu. Kakšen je vaš delovni dan? Kaj pomeni biti v življenju profesionalni igralec iger?
Lahko se zbudim v bistvu tako okoli 12 ali pa 1. Malo bolj škukar, ker sem v šolo hodil, ker sem se mogel ob 6 zjutraj zbujati. Imamo zajtrk, imamo tudi kuharja tam, tako da nam on naredi zajtrk. Potem lahko igramo, odvisno kdaj se začnejo vaje, v angliščini se reče skrimi, da igraš proti eni drugi ekipi za vajo, 6 iger ponovadi na dan. Potem po prvih 3 igrah imaš še en odmor, imaš 1 uro cajta, da ješ ali pa greš ven na sprehod, kaj tazga. To nam tudi kuhar naredi za jest, pa imamo še 3 igre, pa spet jemo večerjo, potem pa delamo kar hočemo do 3 zjutraj, ponovadi igramo igrco, spet potem spat. Ampak hit lanskega leta Fortnite. In hit letošnjega leta in mogoče še kakšno leto bo ostal, se mi zdi, Fortnite kar pri vrhu. Zakaj? Ja, brez plačanja, ne. Se mi zdi, da mislim, pa nočem zreducirati privlačnosti Fortnita, samo na to, da je brezplačen, gre pač v resnici za kar izjemno igro, kjer se pač strelja, ne. Teorij, zakaj je tako popularna, je več, seveda to, da je brezplačna, pomaga, ker se na drugačen način služi pri tej igri, potem, ko ljudje kupujejo dodatke in podobno, ne, ampak če ta igra ne bi bila igrabilna, ne bi rekli včasih v Jokerju, oziroma pač če se je ne bi bilo zabavno igrati, ne bi bila tako popularna, ne. Ja, in mislim, da je pa res vse prisotno, no, tako da je res leto 2018 bilo pa, če je bilo govora o igrah, je Fortnite postal ta igra, o kateri se konstantno govori, ne. To se, moram reči, da se kar malokrat se zgodijo, tako veliki hiti, no. V 90-ih je bilo igra Nintendo, tudi če je igral igre, ne. Imam občutek, da mogoče še kakšno leto, če bo Fortnite ustrajal na taki krivulji, ki je, se bo reklo igra Fortnite, pa bo človek čisto nekaj druge igral, pa bo to kar nekako sinonim za igre, ne. Ja, izjemen uspeh. Ampak o Fortniteu nismo govorili samo v povezavi s priljubljenostjo, se mi zdi, ker nasilna igra igrajo jo otroci in najstniki in zelo mladi. Ja, in tukaj je potem še ta, ne, brezplačnost še toliko bolj pride do izraza, ne, ker še te monetarne prepreke ni, da bi si jo praktično kdorkoli naložil, ne. Je pa res, pa to res nočem v bran Fortniteu, gre za igro, v kateri se ljudje streljajo, ne, gre za igro, kjer se strelja z drugimi ljudmi, dejanskimi, kjer si priklopljen v splet, ne. Ampak ja, je narejena z neko dobršno mero otroškosti in animacije v tej igri so zelo risankaste, no, je tudi to nasilje mogoče predstavljeno na dosti boljši način kot kakšni drugi igri, ki so res absolutno preveč realistične, pa še enkrat, to ni čisto pravičilo, no, ampak je pa tako, se pa mi zdi, vse te igre imajo tako kot filmi, ne, tiste oznake za toliko in toliko let, ne, in zdaj starši ali pa trgovine, ki prodajo te igre, ne, oziroma dovolijo namestitev teh iger mlajšim, ne, tudi nosijo kakšen del odgovornosti. Kaj se je še dogajalo? Bitcoin je padel, zdaj, ko to snemava, še nimamo sicer besede leta, ampak mislim, da je v izboru tudi kriptoklofuta. Ja, Bitcoin je pa bil je tako visoko kot, ne vem, planiška velikanka, ne, zdaj je pa v podno, tam, ki je ponovadi od sponzorja znak. Tudi midva morava reči, da so se ga kar spretno doskrat izognila kot temi, ker se res ni vedelo, kaj točno bo iz vse te kolobocije, ne. In zdaj izgledava pametna, ne. Mogoče se pa še pobere, ne, čeprav, kar jaz preberem, ne izgleda, da bo tako. O Googlu sva tudi veliko govorila letos zaradi različnih prednosti in težav, med drugim je umrl Google+. Najdena je bila neka varnostna luknja, ki jo je seveda nekdo izkoristil in potem so pri Googlu, se mi zdi, rekli, zakaj bi šli to popravljati, ga bomo raje kar ukinili. Ampak ja, to je bil pa tisti, ki smo spremljali pač vzpostavitev Google Plusa, to je bil res konkreten projekt znotraj Googla, kjer so oni dejansko hoteli postaviti nekaj podobnega Facebooku in Twitterju takrat, ne. Huda iniciativa znotraj Googla, se je sicer vzpostavila, imela nekaj dobrih idej, ampak da bi pa človek rekel, da je to zaživelo na kakršenkoli način, ne, pa ni, ne. Je tudi taka lepa lekcija, ne, da ni vse samoumevno, da uspe, ne, sploh na področju teh družabnih omrežij nekako, ne, tudi Apple v resnici z izjemo iMessage, ki ga jaz štejem kot neko družabno omrežje, ne, vsi njihovi poizkusi so relativno klavrni, ne, sploh so znani znotraj iTunes ali pa Apple Musica, ne, kdor se spomne Pinga, ki ne bi pomenil neko deljenje glasbe, pa ga res, po mojem, so ga uporabljali programeri, ki so ga naredili in njihova družina.
No, ampak na drugi strani je zaživel Google Duplex. Lanska predstavitev, kjer so pa res presenetili z Googlom, to gre za asistenta, ki v tvojem imenu te naroča k frizerju, zobozdravniku, seveda angleščina, to moramo vedno povedati, zaenkrat samo v angleščini, ampak je šlo za nek demo na predstavitvi, ki je izgledal res futurističen, nekaj, tudi midva, ki so ga gledala, so le, če je to možno. Je pa res, da je potem to odprl pa res neka vprašanja, ki so bila pa včasih res v domeni znanstvene fantastike, zdaj se mora ta robot predstaviti človeku, s katerim govori, zdaj to ni tvoja tajnica, to je dejansko robot, A je to zdaj kar se meni tiče, je zelo neiskreno, da ti govoriš z nekom, za katerega misliš, da je človek, v resnici gre pa za neko preprosto umetno inteligenco, ki pa dejansko, ko zveni, ko slišiš Google Duplex, vtipkajte v Google Duplex in ko vidite ta demo, je res impresiven in odpre res taka tudi malo etična vprašanja, ki so pa zelo zanimiva za prihodnje. In se mi zdi, da bo vedno več v prihodnosti te dileme, če govorimo s strojem ali človekom. Ljudje, ki so testirali Google Duplex, niso vedeli natanko, če je človek ali robot. Tako, in predvsem, kako se bomo potem odzvali kot družba, in tukaj potem mislim tudi na državne inštitucije in vse ostalo. Tako da to bo še eno področje, ki je mogoče izgledalo, da bo v bolj daljni prihodnosti, pa se očitno kar približuje. Gotovo bova o teh stvareh govorila letos. Še dve neprijetni besedi leta 2018, pogled za nazaj, Meltdown in Spectre. Seveda sva govorila o tem v Odbiti dobita, link bo v zapiskih, že v 2 stavkih. Zakaj gre, kaj se dogaja zdajle? Gre za v resnici noro varnostno luknjo na ravni procesorja v računalnikih, ki se jo praktično ne da pokrpati, kar pomeni, da vsi računalniki, vse naprave, ki imajo te procesorje, imajo varnostno luknjo. Še vedno, zdaj neke popravki so prišli, se nekako blažijo, ampak da bi pa bilo to res rešeno, jaz nisem zasledil. Kaj pa v prihodnje, jaz pač upam, da tisti, ki delajo procesorje, bojo to bolj resno jemali in bojo novejši procesori brez takih napak. Je pa dejansko težko predvideti. Poslušajte tisto epizodo, je zelo zanimiva, ki je profesor lepo razložil s tako metaforo, kaj točno se tam zgodi, pa je res, gre za nekaj, na kar je težko vnaprej misliti. Ko pa potem za implikacijo, gre to praktično za vsak računalnik, ki je zdaj le v uporabi, je pa zelo strašno vse skupaj. Fajn depresivno so začela leto. Super, Vse narobe pač januarju primeren spomin na 2018. Lahko vseeno že izpostaviva še kaj smešnega ali pa nenavadnega, bizarnega. YouTube vsako leto proti koncu leta naredi video, ki ga poimenujejo YouTube Rewind in nekako povabijo največje zvezde tistega leta na YouTube, naredijo kar taka konkretna produkcija, zelo filmsko deluje. Ta video letos se začne z Willom Smithom, ki je postal YouTuber v resnici. Ljudje, ki pa gledajo YouTube, so pa vedno bolj alergični na te videe. Dejansko gre za video, ki naj bi nekako promoviral, YouTube pokazal v najboljši luči, pokazal te ljudi, ki tam ustvarjajo, potem pa pogledaš statistiko, palec gor, palec dol, pa palcev dol toliko, da je, mislim, da ko so nazadnje pogledala, je bil to drugi najbolj dislikan video na YouTube vseh časov. Zaostajal je samo za pesmi od Justina Bieberja, za katero je bilo moderno, da se jo dislika v resnici. Ta YouTube Rewind je res, ko imaš platformo, ki naredi video, s katerim nekako pokaže najboljše, kar ta platforma premore, potem pa ljudje, ki to platformo uporabljajo, se prav gledajo videe, ne marajo tega videa. To je kar paradoks, ki bi se ga splačalo kdaj raziskati. Mene to izjemno zabava v resnici. Zanimiva bizarnost leta 2018. Čisto na koncu pa še napoved za 2019. Kaj misliš, o čem bova največ govorila v Odbiti, kaj se bo dogajalo na tehnološkem področju? Jaz vse upe polagam v zaslone, ki se bojo pregibali. Toliko se zdaj govori o temu, da upam, da bo prišlo nekaj ven, kar bo uporabno. Že letos? Že leta 2018 je prišla ena Androidna tablica ven, ki se dejansko prepogne, ampak če jo vidiš od blizu, vidiš, da je to bolj šala kot kaj resnega, ampak dejansko se pa prepogne. Nekam preveč se govori o tem, da ne bi
nečesa videli. No. Sploh ne vem, koliko je to zares uporabno, ampak je pa ena taka reč, ki je že spet, smo mislili, da bo mogoče v bolj daljni prihodnosti, nas bo že spet mogoče malo presenetila. No. Pa mislim, da bomo vedno več govorili o pametnih napravah, ne, ki pa in potem o varnosti kot posledici, oziroma nevarnosti kot posledici teh pametnih naprav. Težila bova tudi v 2019, obljubiva, ne? Ja. Obljubiva. Pa kakšna epizoda o geslih tudi, Maruša. Fino, slišimo se torej tudi letos vsak četrtek. Anže, kam shranjujeva epizode? Val202.si poševnica odbita, tam je tudi video, ki vam pokaže, kako se na svojem telefonu naročite na podcast in ga potem poslušate kjerkoli in vas tudi opozori, ko je na voljo nova epizoda. Naj bo to novoletna zaobljuba. Tako. Naročite se na podcast ali naučite koga drugega. Res je. In pa hvala vsem, ki nam dajete ocene v Apple Podcast. Se pridno naberejo, tako da ful hvala. Do prihodnjega četrtka. Adijo. Čau.